Tako se je sinoči zaključeval večer napetosti in nervoze v štabu po še neuradnih izidih, ki so Gibanju Svobodi namerili relativno zmago. 29 poslanskih sedežev in dobrih 332 tisoč glasov, absolutni zmagovalec med kandidati in edini, ki je presegel številko 10 tisoč, je Robert Golob. 12 poslanskih sedežev, manj kot na prejšnjih volitvah, pa je predvsem signal, da bodo za vodenje drugega zaporednega mandata potrebovali močnejše partnerje in več od Levice in SD. Predvsem se je danes treba umiriti, zadihati, vdihati. Zjutraj bodo pa začeli telefoni zvonili in od jutri naprej danes so dovoljene sanje, jutri pa nov dan. Dan, ko se je Gibanje Svoboda zavila v molk, gotovo pa zagnala za kulisno politično matematiko. Oba veva, da se pogajanja nikoli ne pelje pred kamero in tudi jaz se ne bom pogajal pred kamero. Se pa veselim, da se bomo v naslednjih dnevih vsi usedli. Kako težavno bo sestavljanje nove levo-sredinske vlade? O tem nam veliko povedati, ko iz izkušenj, bo težavno, ampak bo uspel. Še ena čestitka je priletela iz Pariza. Emmanuel Macron je zapisal, da Golobova relativna zmaga pomeni zaupanje Slovencev v evropsko demokratično in napredno usmeritev. V zapise je vmešal drugo uvrščeni Janez Janša, zapisal je: ne tako hitro.